naši hiši na 4. mesečnem predavanju v tem letu. Tokrat smo za predavanje izbrali bolj sproščeno temo, ki pa predmet raziskovanja seveda ne zahteva nič manj resnosti. Zdaj, ta tema je zagotovo zanimiva za ljubiteljice hlač, kot sem tudi sama, ampak mislim, da tudi nasplošno za vse ljubitelje kulturne zgodovine. Mladi predavatelj, magister Robert Devetak, končuje doktorsko nalogo, posveča se v tej nalogi dobrodelnemu ženskemu delovanju, sicer društvenemu v društvu delovanju žensk na Goriškem in Gradiškem. Je pa tudi predaval v zadnjih 2 letih, in še imate seminar, oziroma imate seminar, je imel seminar na Filozofski fakulteti v Ljubljani v oddelku za zgodovino. Tako, kar izvolite. Hvala tudi za povabilo, za priložnost, da se danes predavam. Zdaj najprej bi rad povedal, da jaz nisem daleč od tega, da sem nek specialist za zgodovino mode oziroma pri tej tematiki. In tudi na temo sem v bistvu prišel zelo po naključju, ko sem pregledoval gradivo in sem pregledoval časopisno gradivo in sem za leto 1911 naletel na ogromno člankov časopisnih, ki so pisali o temi ženskih hlač. Najprej sem to opazil na goriškega časopisja, potem sem pogledal še pri starih slovenskih časopisih, potem še pri avstro-ogrskem tisku in potem še pri tisku na področju Evrope. Marca 1911 je bila ta tema, ki se je pojavila praktično po celi Evropi, od Portugalske do Rusije, pa tudi čez lužo v Ameriki. Rad bi še poudaril, da pri nas temo sicer se jaz prej začel ukvarjati, ampak na tem nivoju, ampak je bila pa že v Novi Gorici ena krajša razstava na to temo, leta 2009. Nekaj se ukvarja tudi čez mejo v Italijanski Gorici, kjer deluje tudi muzej mode na Dragu. Zakaj ravno Gorica? Zdaj se vprašal in v bistvu, ko sem gledal gradivo, se največ člankov pojavi ravno iz tega področja. Tako na italijanskem časopisju, kot pri slovenskem časopisju. Ampak najprej nekaj na kratko o modi na prehodu iz 19. in 20. stoletja. V tem času pride do številnih tehnoloških, socialnih, ekonomskih in kulturnih sprememb, ki vplivajo na modo. Ta množična industrijska proizvodnja mogoče večji zbire, ponudbe, oblačila postajajo lažje dostopna, ne samo višjim slojem, tudi nižjim slojem. Predvsem pa za visoke sloje oziroma za meščane se najpomembnejši modni trendi oblikujejo v Franciji. Pride tudi do, kot sem rekel, sprememb, predvsem kar se tiče steznika, ki nekako zaznamuje to obdobje 19. stoletja. In počasi tam na prehodu, oziroma že bolj začetku 20. stoletja, prihaja do spremembe, oblačila postajajo bolj, kako bi rekel, sproščena, več različnih vrst, ni tako ukalupljeno morda, kot je bilo to v viktorijanskem času. In ravno nekje na prehodu iz 19. in 20. stoletja se med številnimi ženskami pojavljajo počasi zahteve po moških hlač. Tukaj je tudi en citat, ki ga je v eni nemški reviji objavil, se je zapisala Louise Max, 1898, da ženska prihodnost ni več v krilu, ampak v hlačah. To je bilo pa najprej povezano predvsem s športom, ker pa vedno več žensk se je ukvarjalo s športom, recimo pri nas v Sokolskih oziroma društvih oziroma pri Orlu. In seveda v krilih je težko karkoli telovali. Kasneje potem se pojavi še neka zahteva po neki emancipaciji, se pravi, da lahko, če moški lahko nosijo hlače, zakaj ne potem tudi ženske. Tisti, ki je nekako bolj široko odprl to vprašanje emancipacije oziroma
javni nočni hlač pri ženskah je bil modni oblikovalec Paul Poiret, Francoz, bil je eden najpomembnejših modnih oblikovalcev desetletja pred Prvo svetovno vojno. Znan je bil tudi pod vzdevkom kralj mode, bil odgovoren za številne inovacije na tem področju, bil je prvi, recimo, ki je naredil modno revijo v takem smislu, kot poznamo danes. Tukaj vidimo gor na vrhu nekaj primerov modnih katalogov, on je bil tudi prvi, ki jih je njegovo podjetje, ki jih je natisnilo v javnost. Je tudi prvi, ki je poleg oblek naredil tudi svojo dišavo parfuma, kaj je danes tudi zelo značilno za različne modne hiše. Potrebno je izpostaviti še v tem obdobju pred Prvo svetovno vojno pomen gledališča, ki je delovalo kot nek modni navdih za nove modne trende in pa tudi kot za neko prostor predstavitve. Se so, predvsem govorimo o gledaliških igralkah, one so bile tiste prve, ki so oblekle te nove stvaritve modnih oblikovalcev. In tam je navdih za hlače našel tudi Poiret. In sicer leta 1910, ko je obiskal gledališko predstavo gledališke skupine Ballet Rousseau. Sicer to je bila ena najpomembnejših gledaliških skupin v 20. stoletju. Sicer je narejena sestavljena iz ruskih emigrantov, ustanovljena v 1909. In ravno pri njih in pri njihovih predstavah je bilo zelo značilno, da so uporabljale nove stvaritve oziroma so premikali meje. In tukaj lahko tudi vidimo primer državnih igralk pri tej predstavi, ki je potekla v Parizu leta 1910, še razadno. In lahko vidimo žensko, ki je imela oblečene neke orientalske hlače, bi lahko rekli. In ravno pri teh hlačah oziroma pri tej predstavi je Poiret našel navdih za svojo novo modno kolekcijo 1910-1911 in je potem spomladi 1911 predstavil novo oblačilo, jupe collant oziroma hlačno krilo, pojavili se tudi orientalsko krilo, haremsko krilo, ki je izhajalo iz neke ideje oziroma se je zgledovalo po neki orientalski modi po Orientu. Bilo je srednjo oblačilo pomladne sezone 1911 in je sprožilo veliko zanimanje evropske javnosti. Bilo je več modelov, tukaj lahko vidimo 3, ene so bile pač bolj podobne hlačam v današnjem pomenu, ene so imele še krilo čez, bile so različno dolge. Slovensko časopisje pa jih je opisalo z naslednjimi besedami. Citiram: "Sega različno nizko, od čevljev ali pa tudi višje, da se vidi še nekaj nogavic, spodaj so zadrgnjene k nogi, zaključuje pa jih lahko široka volanta. Čez te pantalone pride lahno zgornje oblačilo, različno dolgo in različnega kroja. Lahko sega od gležnjev in tako pokrije hlače. Tudi razporki so različno dolgi, spredaj ali na straneh. Nekatere imajo razporek do pasu in pri teh so hlače seveda popolnoma vidne, druge so bolj stremežljive in imajo le kratek razporek, tako da je spoznati hlače le spodaj in pri hoji." Kot sem rekel, ta moda se pojavila v Franciji, se je potem zelo hitro razširila po celi Evropi in med temi tudi na Avstro-Ogrsko, kjer je bila francoska moda zelo priljubljena, predvsem med plemstvom in meščanstvom. Treba poudariti tudi pomen medijev. V 90-ih letih 19. stoletja se pojavijo različne modne revije, tudi modne podjetja, modne hiše, ki v bistvu njim je zelo v interesu, da se moda uveljavi. Tudi lahko vidimo pri tem citatu, citiram: "Modne tvrdke gotovo storijo vse, da moda prodre, ker sicer bi morali one svoje jupe collant sušiti v dimnik."
v interesu, da čim bolj promovirajo to novo oblačilo, da probajo čim bolj se z njim uveljaviti in pa seveda prodati čim več primerkov. Zdaj ta zelo intenzivna kampanja, ki je bila poleg seveda samih trgovinah, prisotna tudi v modnem časopisju, v dnevnem časopisju, je sprožila različne odzive, od podpore pri nekaterih, bom rekel, bolj liberalnih krogih, do vprašanja, to pomeni emancipacijo žensk. Bilo je tudi številne kritike, ker nekateri še niso bili pripravljeni na, da bi lahko recimo ženske v javnosti se kazali v hlačah. So v bistvu smatrali to kot neko rušenje nekega ustaljenega družbenega reda. Treba poudariti, da se tudi potem številni časopisi, kot recimo lahko vidimo tukaj, objavili veliko karikatur, pa celo neke pesmice se pojavijo, celo neke šale v tujem tisku. Tukaj recimo lahko vidimo kot neka zamenjava vlog, zgleda v bistvu moški, ki je v plašču, pa da nosi krilo, medtem ko ženska pa v hlačah. Druga slika na desni strani pa vidimo primer treh žensk v hlačah in vsaj meni tako deluje, se predstavlja v bistvu tako precej možato. Vidno je tudi veliko nekih ljudi, ki si to ogleduje. Kot bomo lahko videli po tem nadaljevanju, so bile v bistvu, vedno ko so se pojavile na ulicah, so se za njimi zgrinjale množice ljudi, ker predvsem v javnosti niso bile povsod sprejete najbolje. Recimo, če pogledamo v avstro-ogrskem primeru, so bili ponekod odzivi zelo negativni. Recimo na Dunaju, ko je eno od modnih podjetij poslalo nekaj žensk v hlačnem krilu, po ulicah se zbrala ogromna množica ljudi in so jih v bistvu potem pregnali, in so se mogli skriti v neki tličarni, recimo. Potem ni bilo dovoljeno iti v javne prireditve, na plese. Potem recimo tudi v časopisu sem zasledil, da ko je ena ženska prišla v državni zbor na Dunaju, so kar prekinili sejo v bistvu. Ker se mi je bilo to zanimivo, da so šli potem politiki raje gledati žensko oblečeno v hlačah. In kjerkoli se je pač ta moda pojavila, je sprožilo neko razburjenje. Tukaj recimo lahko vidimo en primer napada na ženske, da so jih tudi recimo obmetavali s kamenjem, jih izžvižgali. Prisotnost pač recimo pred trgovinami, ko so najavili prihod te oblačila, je bila v bistvu ogromno ljudi je prišlo to pogledati, zanimivo, ogromno večina jih je bilo moških. Oni so bili v bistvu bolj zainteresirani kot same ženske, vse tak občutek sem jaz dobil. Recimo tak primer je bil v Brnu, na Češkem, ko so napovedali prihod, ena trgovina, da bo pač dala na ogled te hlače, se je zbralo baje okrog 1000 ljudi, so ostavili promet, mogla posredovati policija, ko so se potem, ko bi rekli, kot neke manekenke, ki so to promovirale, pokazale, so jih izžvižgali in v bistvu je mogla potem to množice policija razumati. In zasledil sem, da v Budimpešti je celo delovalo društvo, ki se je zavzemalo za ukinitev hlač. Potem recimo našel sem še primer, recimo, ko so bile hlače dogovorne za en odboj, sta se skregala, to je bilo v Romuniji, sta se skregala zaročenca in da bi v bistvu potem se nekako maščevala ženska, zaročenka njenemu partnerju, je oblekla to hlačno krilo in potem on je na ulici v bistvu potem ustrelil. En drugi primer je bil potem enega italijanskega častnika, ko je ugotovil, da je njegova hči kupila te hlače in naredil potem samomor. Tako piše. In najbolj zanimivo mi je bilo pa recimo v Neaplju, ker so prihod hlačnih kril označili za božjo kazen v obliki kolere, ki je ravno takrat izhajala. In potem recimo piše, da so ženski in otroci so protestirali po cestah in so kričali proti hlačnim krilom, Bog ga ne mara, grešnice naj se spokore. Tako da v bistvu je bilo zelo veliko nekega negativizma, ki je bil prisoten po celi Evropi. Zanimivo, ko bomo videli pa
primer Slovenskem je bilo pa, vsekakor sem jaz uspel ugotoviti z časopisnega poročanja bilo veliko bolje. Ampak najprej imam tukaj en citat, ki je 35 let starejši od tega prihoda hlač. In to vse kolikor sem uspel ugotoviti je na prvih omemb žensko hlačah, in bom kar citiral. Objavili so ga novici leta 1876. Ženske v hlačah. To, kar hočemo zdaj povedati v tej novici, se ne opira na znani pregovor, po katerem so od nekaterih žen, ki so gospodarice v hiši, pravi, da hlače nosijo. Tu ne gre za gospodstvo v hiši, ampak za to, da se ženske znebijo nadležnih kihelj in kakor moški hlače oblečejo. Žene v Severni Ameriki se hočejo osvoboditi kihelj, dolgih šlepov in vseh drugih burg, kateri že predolgo uganjajo na kikljah po različnih modah. Zadnji teden meseca avgusta se je v Filadelfiji zbrala družba pod imenom Družba žensk za svobodno obleko. In je po viharnih razpravah z vsemi glasovi proti enemu sklenila, da vso noč po vseh poteh delati na to, da se odpravi ženska kiklja in se na njeno mesto stopijo hlače, kako pri moških. Marsikatera gospa in gospodična pri nas se bode danes smejala tem Amerikankam in rekla, kako da so ženske na unem delu zemlje neumne. Mi pa mislimo, kakor nas skušnja uči, da nobena moda ni tako neumna, da bi se naše gospe in gospodične ne bi že poprijele, ki so enkrat široke kakor sod, drugikrat tanke kakor gliste, enkrat kratke kakor da bi bilo krojaču blaga zmanjkalo, drugikrat dolge kakor repate zvezde. O takem ni nemogoče, da tudi hlače pri ženskah bodo moderne. No in leta 1911 so se potem pojavile tudi pri nas. S tem, da je potrebno podariti, da je tudi slovenski prostor, kot recimo avstro-ogrski, sledil modnim smernicam, ki jih je narekovala Francija. In tudi pri nas se recimo v 90-ih letih 19. stoletja pojavijo prve specializirane modne trgovine po mestih. Leta 1895 se pojavi tudi prvi modni časopis, ilustrovani modni list. Članke o modi objavljajo potem recimo tudi druge ženski časopisi, ki se potem pojavijo ob koncu 19. stoletja, recimo Slovenka, Slovenska gospodinja, Naša gospodinja. Tako da v bistvu slovenski prostor je zelo seznanjen s tem, kar se dogaja, in tudi takšno krilo pride v bistvu istočasno k nam kot drugod po državi. In se recimo pojavi v Ljubljani, Trstu, Mariboru, Gorici, v Beljaku. Sproži seveda veliko zanimanje javnosti, pojavijo se različni odzivi, neki malo podobne potem kasneje povedal. Tudi recimo strani žensk sem našel dva zapisa, in sicer en od pesnice in pisateljice Ljudmile Prunk in od pisateljice Zofie Kveder, ki se oglasila v časopisju glede te tematike. Zdaj, kako smo uspeli razbrati, nekaj prednosti vidijo, recimo predvsem pri ukvarjanju športom, ampak oni tega v bistvu ne vidijo kot neko odraz neke emancipacije, ampak bolj kot neko motno muho, ki se pač trenutno pojavi, ampak v bistvu z nekimi hlačami v tem stilu, kot jih ima moški, nima zveze. Tukaj lahko vidimo še en citat iz časopisa Slovenec, najnovejši ukaz kraljice mode, ki iz Pariza s svojim žezlom brez svet za nos vodi, je ta, da morajo ženske obleči hlače, ne sicer moževe, ampak vedno hlače. In koliko sem uspel razbrati slovenskega časopisa, teh člankov kar precej, se v bistvu spostavijo neki trije glavni vidiki priporočajo. Eden je senzacionalističen, se pravi, da je časopisje oziroma dopisniki spremljajo praktično vsak gib, ki ga ženske v hlačah naredijo, spremljajo, kaj se dogaja v modnih trgovinah, pred izložbami in kaj se recimo dogaja ženskam, ki se pač podajo recimo v javnosti. Tak primer recimo v Trstu, kaj citiral, ženska v hlačah v Trstu. V Trstu se je tudi že pokazala ženska v hlačah župkolo. Neka dunajska tvrtka je poslala lepo Jozefino Weissenhubler v Trst, ki je šla po glavnih ulicah v nove obleki. Tržačnom se je dopadla nova noša in se je
Huberjeva vala brez potrebe, da jo vržejo v morje. To so bil v bistvu potem, vse jaz razumem, neki strahovi, ko se gleda pač širši kontekst, oziroma kaj se dogaja po Evropi in recimo Avstro-Ogrski. Drugi primer je iz Gorice, Žutko lov v Gorici. V nedeljo smo končno videli na ulici ženske v hlačnem krilu, oziroma v hlačah. Del v hlačnem krilu je poslala na promenado opoldan Tvrtka Medved, del v hlačah pa Tvrtka Steiner. Sodba v hlačnem krilu je bila ta, da je decentno, ter se tak kroju domači. Večina občinstva pa so bile obrnjene na gospodične Tvrtke Steiner. Zgodilo se ni nobeni nič, marveč se je obnašalo občinstvo povsem dostojno. Gledali so jih in sodili, drugače pa so imeli popoln mir. Mnenje ženskega sveta so deljena, ene so za hlačno krilo oziroma hlače, druge so pa odločno proti. Potem je bil še primer iz Maribora, ko so naredili tudi skoraj že kot neko terensko raziskavo, med terenskimi, kaj si oni mislijo, tudi kar citiral. Prepuščamo, to je članek, ki je objavil časopis Strava, prepuščamo odločilno besedo glede nove mode lepemu spolu, za katerega je namenjena. Nočemo vsiljevati lastnega mnenja, ampak smo se obrnili na razsodbo na poklicani forum. Imeli smo priliko govoriti z več damami, ki so bile tako prijazne, da so nam povedale svoje mnenje. Ena se je izrazila, da je na vsak način eleganten in se je zdi kaj primeren in vsa obleka decentna. Sama bi je pa vseeno ne hotela obleči in jo odločno odklonila, ko je ravno navzoči gospod soprog ponudil, da jo kupi, če jo hoče nositi. Tudi pri drugi dami, ki smo jo vprašali, če bi ga hotela obleči, ni bilo odgovora, ampak samo poreden nasmeh. Bolj odkritosrčna je bila dama, ki je na naše radovedno vprašanje, če bi hotela nositi žutko lov, brez obotavljanja povedala. Seveda, zakaj pa ne? Samo prva ne bi hotela biti. Iz vsega je bilo videti, da je nova moda prav všeč in bi imeli mi, če bi bile vse take v najkrajšem času z nežnim svetom najživahnejše konkurenčne boje zaradi hlač. To je bilo v bistvu potem tudi recimo pri Ljubljani, ampak ne tako izrazito. Te trije primeri so se mi zdeli najbolj takšni in pokazali, kako to zgleda. Drugi vidik je v bistvu narodnostni, saj so potem časopise je odziv na Slovenskem prikazovalo kot nek dokaz kulturne naprednosti slovenskega naroda v primerjavi z Nemci, Mađari in Italijani, ki so predvsem v 19. stoletju so se pojavili trditve, da Slovenci nimamo še razvite svoje kulture, da so pač predvsem nemška in italijanska kultura bolj napredna. Ampak po njihovem mnenju bi ravno odziv pri hlačah pokazal v bistvu neko naprednost oziroma nek višji standard, kot so ga imeli recimo Nemci ali pa Italijani. Recimo, to je članek iz Edinosti. Citiram, naša prestolnica se je vedno postavila v isto vrsto s kulturnimi centri drugih narodov, kar se tiče hlačnega krila. Te dni se je v Ljubljani pokazala prva dama v hlačah. Bila je to neka igralka nemškega gledališča, ki je več časa promenadirala po ljubljanskih ulicah. Občinstvo se je vedlo vse skozi dostojno in taktno in nikomu ni prišel na misel, da bi damo zasmehoval in insultiral, kakor se to dogaja dan za dnevom v velikih evropskih kulturnih centrih. To bi bil znak, da Slovenci vendar ne nismo tako barbarski in nekulturni, kakor bi nas radi pokazali svetu razni naši prijatelji. Glasom poročili ljubljanskih listov je nova moda napravila dober vtis na ljubljansko občinstvo, kjer ne vidi v ženskih hlačah prav nič nedostojnega, na čemer bi se moral kdo spotikati. Potem je tukaj še tretji, politično-ideološki vidik, se pravi hlačno krilo, da je nekaj kulturnega boja med političnimi strankami oziroma političnimi tabori, se pravi liberalni in konzervativni predvsem. In tukaj je par izrazov, ki so jih uporabili eni pa drugi, ko so pač opisovali hlače, recimo liberalno časopise jih je označilo za jako estetično, decentno, atentatna staro konzervativno modo, pa recimo pikantno in vredno posnemanja. Medtem ko konzervativni pogled je bil pa zadrgnjen žakelj, modni stvor, komični spektakel ali pa recimo splakan. In zanimivo je, da
recimo, če pogledamo Kranjsko, ta, rekli, nek boj oziroma ta diskurs ni bil tako negativen do ženskih hlač, kot recimo na Goriških, ker je bilo to najbolj izrazito. Recimo, ko smo videli tudi tukaj, recimo, je slovenski je bil v katoliški časopisi tudi recimo objavil se pravi reklamo za nakup teh hlač. Zdaj, glavni spopad, bi rekli, tako ideološki spopad je bil na Goriškem, sprožil ga pa je dramatični večer Društva Goriške slovenske mladine, ki so pripravili v Gorici eno prireditev, na kateri je tudi nastopala ženska v hlačah. Zdaj, glavni razlog za to je bil verjetno, da se privabi čim več občinstva, ker so seveda potem tudi piše, da so vsi komaj čakali, da pride ta ženska na oder. Ampak potem že takoj potem te prireditvi, ki jo je liberalno časopis označilo za velik uspeh, prikaz nekega napredka v Gorici, se je potem konzervativni časopis oziroma časopis konzervativnega tabora Primorski list odzval kar na naslovnici, zelo, kar hudo kritiko in je napisal v bistvu to je izsek. Celi svet govori o župolo. Iz Pariza se je zdala beseda, da morajo ženske hlače nositi. In svet nima boljše naloge, ko baviti se z neumnostmi potratnih pariških dam. Ženska noče biti več ženska, ampak moški. Izneveriti se hoče večno ženskim idealom, ki so jej določeni po naravi in po božji naredi. Hlače hoče nositi, v kratkem morda celo slado in puško. S cigaretko v ustih bo hodila po ulicah. To je ženska emancipacija, ki nam je ponuja propadajoči francoski narod. Potem je dodal še ženska, ki živi in dela, človek zaukazuje naravna in božja postava je vzor, za katerim tekajo vsi moški zavidajočejo. Sedaj pa hočejo ženske ta vzor zapustiti, hočejo postati moški. To je narobe svet. Taka ženska je spaka, ki je Bogu neljuba in moškim zoharna. Seveda je potem ta članek, ki potem sprožil na polemiko s izbranim časopisjem, tako da se je potem en od pisov potem hitro odzval v liberalnem časopisu Soča in je med drugim zapisal, da iz francoskega Pariza je prišlo pohujšanje, to je zelo cinično seveda, in je se zaneslo v našo milo domovino in vadi se je, da bodo naše Marijine hčere, to je kot družba katoliških žena, tako pa nastavim, malo nosite ženske hlače, mesto lepih, spodrecanih belih krilc in cigaret v ustih, mesto rožen kranca v rokah. Ah, ta liberalna mladina. Potem so pa še dodali, a če jim je pri Primorskem listu ta ženska spaka v hlačah res tako zoprna, slecite prej ženska hlače po raznih krščanskih hišah in farožih in to temeljito zrasti pri volitvah. Šlo je predvsem za to, da je predvsem liberalni tisk je očital, se dogaja ogromnokrat, je očital katoliškemu taboru, da v bistvu ženske pritiska na moške, kako ga volili. Ženske seveda volilne pravice sedaj še tukaj še niso imele. Za državne mislim, splošno volilne pravice še ni bilo za ženske. In so v bistvu potem naj bi ženske vplivali pač doma, ne? Na moške, kako naj volijo in kako prejo katoliški tabor. Potem recimo, tukaj nimam citata, ampak so potem recimo očitali liberalcem, da so kupili potem hlače pri nemški firmi, da to je v bistvu izdaja slovenskega naroda, da so popolnoma pozabili na tisto geslo svojim. Potem se je še malo se je še nadaljevala potem ta polemika, so potem v katoliškem tisku tudi izpostavili, da imajo podporo številnih žensk. In da v bistvu se večina ljudi strinja s tem, kar so napisali. To je bilo njih na prehodu iz marca na april 1911 in v bistvu se že nekako vsa ta, kako bi rekli, vse, kar se dogaja okoli hlačnih kriz se počasi končuje, vedno manj člankov je in potem v bistvu pride kmalu
je v bistvu vidno, da se hlače niso pač uspele prijeti, ne dobijo dovolj široke podpore med ženskami, kar je po svoje razumljivo, glede na to, kako so se ljudje oziroma javnost obnašali do njih. Potem nadomestijo jih novi modni trendi, ko pač ugotovijo, da modne trgovine, da se pač te hlače ne bo uspele prijeti. Je potrebno pa poudariti, da so pač te hlačne krile, ta hlačna krila oziroma hlače so v neki meri zamajale do tedanje modne in oblačilne vzorce, ker do takrat se v bistvu ni nikoli na takem nivoju oziroma toliko govorilo o ženskah v hlačah. In so v bistvu splošale neke tematike, ki vsaj posredno, deloma tudi neposredno, potem v bistvu vplivajo, da se govori o temu in da se počasi pride do neke sprostitve in da postane v bistvu ženska v hlačah v neki javnosti počasi nekaj vsakdanjega. Seveda pa potrebno poudariti, da se to v bistvu, to je kot nek začetek, dokončno oziroma večje spremembe pa potem prinese prva svetovna vojna, ko pač ženske v veliki meri nadomestijo moške kot delovna sila, v tovarnah, v proizvodnji, tudi recimo na kmetih večja vloga, voznice tramvajev, pošta. In moda, ki je bila takrat značilna oziroma prevladujoča, enostavno ne sodi v kontekst vojne, prvo, ker je, kako bi rekli, zelo načičkana, tako bi rekli, se pravi, se malo bolj poenostavijo kroj, ni več takih kril, steznih se v bistvu popolnoma omakne takrat in recimo žensko proizvodnje tudi oblečejo hlače, kot vidimo lahko na tej sliki, to so ženski, ki sta delali v tovarni amonik, streljiva in to je potem tisto, ki po koncu vojne potem počasi omogoči, da se potem res javno sprijazni, da se ženske lahko potem pojavijo v hlačah oziroma sivkajo na ulici. To vse z moje strani, najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa za res zanimivo predavanje, za katerim pa stoji kar veliko dela. Dela s časopisnimi viri in zanimiv širši okvir. Vabim k vprašanju. Jasno, ja, mene vaše mnenje pri tem zanima. Naprimer, danes, ko se je vse skupaj zelo obrnilo, torej, da ženske v veliki večino časa nosijo hlače. Ali se vam zdi, da morda žensko danes, naprimer na takšnem razgovoru za službo, manj resno jemljajo, če pride na takšen razgovor v krilo? Ali se vam to ne zdi noben ključni faktor? Tak, čisto. Ne. Hvala. Jaz bi nekaj vprašal, da dobro komentirala. Tam, kar sem slišala, se mi bolj zdi, da je bil revolt, ne toliko proti delu oblačila, ampak bolj proti miselnosti, proti morebitni emancipaciji, mora biti celo feminiza, torej tej skrajni usmeritvi ženske proti moškim. Tako da mislim, da ni samo delo oblačila, ampak bolj gre za ta problem ne dati ženski prostor v družbi, ki bi ga drugače lahko imela v povezavi z volilno pravico, vsemi ostalimi, ki je ženska v tistem času imela. Druga stvar, ki se mi pa tukaj odpira, je pa druga dela oblačila, recimo v drugem kontekstu, naprimer, ko moški uporabijo krilo, naprimer, določeni duhovniki, recimo tudi orientalski duhovniki pa uporabljajo kontra krilo, ker s tem pa je, tudi sami imajo večji občutek poduhovljenosti. Tako da je ta izmenjava verjetno tudi miselni preskok, odvisno kakšen namen želiš doseči. In kakšno drugo delo oblačilo, kot recimo, ne vem, turban ali pa, ne vem, faraonska pokrivalo, pa je, da prispeva k pomembnosti človeka.
Tako da vsak del oblačila nekaj izraža. Ne? Kaj mislite o tem? Gotovo je šlo bolj za neko ideološko, oziroma nek strah nekaj izpredelo med družbenimi, ne, ni šlo toliko pač oblečen samo po sebe, ne. Ker, kot smo videli, ponekod je bilo to recimo že v drugi polovici 19. stoletja. Recimo v Ameriki se še to že pojavlja, ne. Pa gre bolj za neko ideološko stvar. To je slučaj. So tudi izpostavljali. Hvala za podanje. Mene zanima, če ste mogoče uspeli kaj pogledati Škofjevič, kaj piše to v svojem dnevniku. Predvsem, ker nekaj časa tudi jaz s tem ukvarjal z njegovimi knjižnicami, ki nekako bolj izhajajo približno v istem obdobju. In vas moram se enega dela, kjer govori na splošno pač o plačah za fante, oziroma fantke, da jih ne bi, da ne smel biti protestan, ker je to pač pritisne na spolni ud, in s tem se pač na fantke začne pač propati in tako dalje, in dobi nespodobne listine. Če točno to bi eden izmed, kako bi rekel, nekih idej v zadnji tega revolta, če je to bil pač kak vpliv, pač vidi se iz predavanja, da je pač to bil izkoristek priložnosti za obračun, pač ta kulturni vojne, podobnega, kot bi Jegličevih te knjižice za otroke oziroma mladoporočence starše. Jaz sem pogledal v njegov dnevnik, prav v tem obdobju, ko je pač šlo v javnost, kakšno krilo tega ne omenja. Se ne pojavlja. Leta 1911. Sem nasledil. Ampak ja, zanimivo, da na Kranjskem v bistvu neke take večje polemike ni bilo, samo na Goriškem. Sicer so neki komentarji, pa v bistvu je zaznat kot nek sarkazm oziroma cinizem v poročanju Slovenca, ampak vodilni katoliški časopis na Kranjskem, ampak ni pa nekih res takega primera, kot recimo pri Gorici, je pa res že zelo nesravno. Prosim. Tako me zanima, kako so bi te čohačne tega omoga prebiva, da so da dosegljiva 1% prebivalstva, da sem višji svoj nosu, glede na to, da v Sloveniji višji sloj ni govorimo katoliške predene, kar sem nekaj, da so da postanje trgovci. Ali pri njih tukaj je bolj zadoščeno, oziroma tukaj je verska pripadnost pomenila nošenje kvir, pa to, ko ste to Gorico omenjali, bo to mogoče, da sem se delal nekaj raziskav, oziroma sem dal malo tej, da se pospet vzato, ki je glavna predstavljanja strani, vedno možača so predstavljali, da bi nekak judovska skupnost v Gorici, da bi se takratna Slovenci začela nositi nekak plačna krila, kako bi rekel. In če je to tukaj povezano. Glede na to, da so res ti vzato, so dosti poško podarjeno, zato je pa ona tudi verjamem, da pri ženskah podoba zgled kot ženska emancipirana, da ima lahko svojo fiskalno in tiska svoj časopis, kot hoče, kako bi rekel. Da nekako, kako bi rekel, da sta boj izljubljeno, da je skupna Gorica tudi na tem mejnem območju, ko so nekako te znani ljudje iz Slovenije živeli tam. Zdaj, glede cene, tega ne vem, verjetno je bila višja posloja, se ne vem. Zdaj nižji slove, pač se tudi nisem gledal v te bili hormonov pa tega. Ne, ampak jaz tu mislim, te javne predstavitve, te, ko so hodile po ulicah, to so si verjetno lahko vsi ogledali, ne? Višji, nižji sloj v mestu. Množice so bile res ogromne, no? Veliko ljudi si je šlo to ogledati. Potem drugega vprašanja glede... Glede pa tega plačnega kostima. To ne vem, če je bilo v vlogu. Da so več protestantke, da niso več nasilili, da pa... Ja, sem. Ko so pač višji slova, se je samo omenil, da tudi s tem ni poznal ničega slova. Sem vprašanje, recimo, kar
območje, ne ve, ampak na slovenskem protestantizem je bil bolj malo, mislim, je bilo zelo malo predstavnikov. Težko reče, no, če je vera. Mislim, kakva razlika med katoliškim in protestantskim. Gotovo pač tisti, ki so bolj podpirali katoliški politični tabor, oziroma ki so bili bolj konzervativni, so ti seveda proti. Glede pa Karoline Zlata. Ja, Slovenci so zelo proti njej. Glede na druge polovice 19. stoletja je pač se pojavil ravno zmerljivk. Nacionalnih, ker smatrajo v bistvu, vse tako mislim, da je to zelo posprašuje, ne? Ampak judovsko skupnost smatrajo, pač jih povezujejo z italijansko skupnostjo, ki so zelo protislovenski, mislim, ki je to zelo protislovenska. Poleg tega je konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja je vsaj v tisku praktično vse slovenske države, tudi če ni veliko ljudskega prebivalstva, je ogromno antisemitizma, ker ga pač povezujejo z Nemci in z Italijani. Ali na žal je Hvala. To je res. Tako da mislim, da je dejansko zelo povedala ljudi, da ženska se sliši in dihati. Res se ni videli, da so. Pri večini morda 10 cm noge se vidi. In smo zelo se široki in Pa sam izvor, kilot francoska družba, predvsem pariška, velja za dekadentno. Tudi iz tega izhaja verjetno, Pa še nekaj bi jaz dodala, me se še spomnila na to, določene ženske, ki so se malo bolj športno udejstvovali. V tem času je tudi recimo že turizem kar napredoval. Turizem je recimo tam konc 19. stoletja, 1910 pa tam do 15-16 je turizem že bil precej vzpon. In seveda to pomeni potovanje z avtomobili, ogledovanje raznih znamenitosti, zabava in seveda praktično žensk pri to vrstnemu načinu življenja, recimo, je hlačno krilo vredno pripomoglo k temu. Tako da recimo v tem medvojnem obdobju imamo recimo že prve fotografije letališča Dunaj in sigurno ženske, ki so se tega udeleževali, so imeli tudi potrebo po bolj komodnem načinu oblačenja. Je bilo pa seveda to samo za višji sloj. Treba tudi gledati, da v bistvu se je potem pojavilo več modelov tam od tega Poiroja. Poiroja je v bistvu kot prvo in več ljudi je to posenjeno. Nekateri so v bistvu šli v tej smeri, da so bile bolj množni prijazni, oziroma da se lahko tudi športom ukvarjali, recimo, da niso bile tak način tako široke, oziroma še to krilo spodaj, ampak se zelo redko omenijo, oziroma praktično. Zdaj ne vem, to zato, ker niso bile prve, oziroma pač, ker je se v bistvu trg usmeril bolj na te, na kolo. Ampak obstajale so, oziroma vsaj nekateri, oziroma oblikovalci so šli v to smer, že takrat, da bi se vedeli tudi malo bolj recimo temu uporabne tudi recimo za zunanje dejavnosti, ne samo za recimo gledališče, ker v bistvu praktično velika večina omen tega hlačnega krila se dogaja noter v gledališču, v Zagrebu, na Slovenskem, v Ljubljani tudi recimo v Gorici, je bolj z neko napravno porabo v nekih salonih oziroma v nekih socialnih dogodkih. Tem, ko neke praktične možnje ni bilo. Kaj pa pozneje, v 30 letih? Ja, potem se seveda pride do sprememb
Ta model se v bistvu potem, se kot sem se uspel razumeti, se ga praktično pozabi, zdaj šele zadnjih nekaj let, 10 let so spet moderne take hlače. Zdaj tako naravno hlačno plino. Potem v 20 letih, oziroma po prvi svetovni vojni gre drugače. Vodnih rešitev, oziroma res, takrat se pa zelo zaosmeri to, da ženske lahko prezasavijo, da ženske lahko vozijo avto, so svoje športi, da res da ni udobno. Skladačica Lenina Brevc, ki je začela takrat s prvim letom delovanja turistovskega kluba Skale, piše o svojih spominih, da so bile ženske pred po prvi svetovni vojni, ki so se podale po ribe, še posebno, če so vezane, so bile zelo slabo sprejete po krajih pod hribi. Otroci so stekali za njim, se norčevali, včasih tudi kakšno manj vrbi, ampak manj so se pa tega navadili. Bilo je še posebej to tudi podarjeno, še težje so sprejemali pa kratke hlače. Tem so imenovali petelinčkove hlače. In so potem bolj žensko babo petelinčkove hlače. Ampak to je tako še zmeraj meni takih mejah. Bolj zaketsko, pa ne vem, kaj je resnega. So se pa to malo navadili, še posebno, ker so postali ugledne. Vse so bile v takih dolgih hlačah, ki so strašno pristajale in fotografijo takrat so še vedno izredno lepe zahteve. Mislim, ne sem fotografija, vzime. Preden se razvijamo, bi vas rada povabila še na naslednje predavanje, 30. maja bo predaval profesor pravne zgodovine Vladimir Simič, in sicer o spremembah v terminologiji. Pravniki pa zadeva delitev oblasti, skratka delitev med seveda sodno, izvršno, zakonodajno. Skratka, mislim, da bo zanimivo, mogoče bolj seveda manj na široko publiko pozajelo, pa se eno lepo povabljeni. Najlepša hvala ekipi Sistorija za snemanje, hvala, da ste prišli, seveda hvala, lepa hvala res predavatelju, da si je vzel čas in želimo vso srečo pri končanju doktorske disertacije.